Spoštovane novinarke, novinarji, ostali predstavniki medijev in vsi, ki nas spremljate. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 45. redni seji vlade. Vlada je danes obravnavala predlog 2 uredb, s katerima bodo zavarovalnicam preprečeni nadaljnji dvigi premij. Več o tem bo prvi spregovoril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Vlada je na današnji seji podaljšala zamejitev najvišjih drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja do konca leta. Več o tej temi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. In še zadnja stvar. Vlada je danes sprejela tudi mnenje o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, s katerim se odpravljajo administrativne ovire in razbremenjujejo upravne enote. S to novelo zakona vlada omogoča lažje zaposlovanje tujcev in omogoča brezplačne tečaje slovenskega jezika. Več o tem državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle. Minister. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, vlada je danes sprejela prvo uredbo, ki predstavlja temeljno podlago za to, da bomo lahko jutri na dopisni seji sprejeli uredbo, s katero bomo zamejili ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na zgornjo mejo, to je 35,67 evra. To je tista zgornja meja, ki je danes maksimalna cena, ki jo plačujejo državljani v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Po včerajšnji vložitvi poslanskega zakona oziroma torkovi se je vlada takoj nemudoma odzvala, in sicer tako, da je ministrstvo ministra Hana in naše ministrstvo izmenjalo, se pravi in mnenja in ekipo, in smo prišli do tega, kako dobimo pravne podlage. Namreč dopolnilno zdravstveno zavarovanje je vendar nekaj, kar je v nacionalnem interesu, je nekaj, kar neposredno vpliva na financiranje zdravstvenega sistema, in po napovedih ene od zavarovalnic, da se bo to drastično dvignilo, je vlada na to promptno odreagirala in od jutri dalje in velja od 1. maja je zgornja meja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja višina 35,67 evra, preko te meje ni možno iti. Tako bo vse, dokler zakon ne bo sprejet in bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v tej obliki, kot ga danes imamo, ne imeli več. S tem se seveda postavljamo na stran ljudi, s tem kot vlada vse, kar se bo v sistemu, torej zdravstvenem sistemu dogajalo, zviševanje stroškov in vse ostalo, prevzema nase. Zdravstveni sistem se drži, vendar je za vlado nesprejemljivo, da se kakorkoli cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dokler zakon, ki je bil vložen v torek, ne umakne, torej cene se ne smejo spremeniti. In zato smo danes sprejeli prvo uredbo, ko bo objavljeno v Uradnem listu, bomo jutri sprejeli drugo in smo našo nalogo odpravili v dobro ljudi, da se zgornja meja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do ukinitve take oblike, kot jo imamo, ko bo pač zakon sprejet, drži na zgornji meji 35,67 evra. Najlepša hvala, minister. Verjamem, da je veliko novinarskih vprašanj. Imamo tukaj pri nas na Gregorčičevi prvo vprašanje Metke Majer, POP TV. Seveda, čeprav razumemo, to prekriža načrte tisti zavarovalnici, ki je za naslednji mesec že napovedala zvišanje položnice, torej to se ne bo moglo zgoditi? Da, ko bo jutri uredba sprejeta, se to ne bo zgodilo. Mi smo neposredno poslegli kot vlada z vsemi zakonskimi možnostmi in to ni več možno, in od 1. maja dalje, dokler bo to veljalo največ za eno leto, je zgornja meja 35,67 evra. Maksimalna možna cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dokler še imamo takega, kot ga poznamo. Pa še to me zanima, a ste morda tudi po tistem vašem petkovem sestanku, pa potem, ko je bilo napovedano, da se boste še dalje pogovarjali, kakorkoli bili v stiku s temi zavarovalnicami, kaj naprej, kaj nameravajo, kako boste z njimi komunicirali? Torej, mi bomo vse zavarovalnice, vkolikor bo uraden predlog za sodelovanje z ministrstvom v iskanju dolgoročnega sistema financiranja ministrstva sprejeli. Mi si želimo sprejeti vedno vse 3 zavarovalnice, vendar je zdaj zgodba obrnjena. Z njihove strani mora priti pobuda ob spremenjenih v bistvu zdaj, kar imamo. Tudi v bistvu moram reči, da ne bo nesporazumov. Direktorica te zavarovalnice
ki naj bi s 1.5. dvignila cene, je poskušala neformalno in formalno priti do mene kot minister, vendar veste, to je lobistični stik, to je nesprejemljivo, zato je nisem sprejel. Seveda, če bi zavarovalnice prej prišle in se zavedale, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od stabilnih temeljev financiranja javnega zdravstvenega sistema in ne zgolj zavarovalni produkt, bi se zgodba lahko obrnila drugače, ko pa je bila napoved tako jasna in ko je bilo rečeno, da nimajo izhoda, ker dela to minus in morajo to prenesti na pleče ljudi, smo morali odreagirati in smo. Minister, tule imamo nekaj vprašanj in sicer ni novinarjem povsem jasno, gre za dve uredbi. Ena je bila danes sprejeta, ena je bila dopisno sejo zaradi določenih proceduralnih zadev še in jih zanima, ali drži, da je vlada danes sprejela uredbo o zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali ne? Vlada je danes sprejela pravni temelj, to sodi v ministrstvo ministra Hana. Jutri bomo na dopisni seji sprejeli, zato ker gre za proceduro. Danes mora biti ta uredba objavljena v uradnem listu. Šele ko to velja, predstavlja pravno podlago, da mi jutri z uredbo vlado zamrznemo ceno. Tu moramo biti kristalno jasni. Hvala lepa. Še Ja, samo pod vprašanje, kar se tiče tega, kar ste omenjali. Kar se tiče teh zavarovalnic, ali torej obstaja kakršnakoli možnost, da bi se vsaj del njihovih dejavnosti ali pa, ne vem, zaposlenih prelivalo, torej, oziroma prelilo torej v zdravstveno zavarovalnico? Veste kako, mi smo zdaj na točki, ko ukinjamo obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Uvedli smo, se pravi, obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov za obdobje do konec leta 2024. Smo pa sedaj vsi skupaj postavljeni pred dejstvo, ko bomo na osnovi vseh izračunov do konec tega leta ali pa najkasneje do spomladi naslednjega leta morali zagotoviti finančno oziroma stabilno financiranje našega javnega zdravstvenega sistema. In vsi, ki bodo na tej poti želeli sodelovati, so dobrodošli s predlogi, zato ker je to nekaj, kar je 20 let ostalo vedno v zraku, ker smo vedno znova prelagali to breme na pleče ljudi. Spomnimo se, pred 7 ali 8 leti je že prišlo do dviga dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja precej, takrat so ljudje to sprejeli, ampak v času po covidu, ko je v zdravstvenem sistemu vse obrnjeno povsem na glavo in ko je videti, kako bodo stroški zdravljenja krepko rasli, moramo kot vlada na to ustrezno odreagirati. Zdaj se želimo na splet. Kaja Kobetič, 24 ur svet. Ja, in lep pozdrav. Gospod minister, mene pa zanima, zdaj na eni strani vi pravite, da bo torej dopolnilno zdravstveno zavarovanje stalo največ dobrih 35 evrov, na drugi strani zavarovalnice pač pravijo, da denarja več nimajo. A v tem primeru zdaj obstaja kakršnakoli nevarnost, da bi se, obseg zdravstvenih storitev zaradi tega zmanjšal? Ne, absolutno ne, tukaj moram biti kristalno jasen. Torej, vlada je prevzela odgovornost, da zdravstvene storitve, tako imenovana košarica zdravstvenih storitev, ki je bila sedaj sestavljena iz obveznega zavarovanja, torej OZZ in DZZ na kratko, to ostaja povsem enako. Vsi prebivalci Slovenije se jim pravice iz zdravstvenega varstva v ničemer ne zmanjšujejo in vse ostaja enako. Zamrznili smo samo ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ko bo zakon sprejet, ki je bil v torek popoldne vložen, se dopolnilno zdravstveno zavarovanje v taki obliki načeloma ali pa de facto pravno ukinja in se upeljuje obvezni zdravstveni prispevek. Razliko na račun stroškov v zdravstvenem sistemu, ki bodo nastali, bomo poiskali najprej znotraj zdravstvenega sistema z racionalizacijo in kolikor bo denarja zmanjkalo, bomo to zagotovili iz proračuna. Je pa zakon po rednem postopku, je še možno razpraviti tudi dobre predloge sprejetja, ne? Zakon je po rednem postopku, mi si želimo aktivne razprave in si želimo konsenza, da do tukaj pridemo. Namreč mi v 15 letih poskusih do te točke nismo nikdar prišli, danes smo enotni in imamo pravzaprav zgodovinsko priložnost, da najdemo najprej točko A, konsenz o ukinitvi in gre to skozi parlament in B, da iščemo potem rešitev za dolgoročno vzdržno financiranje javnega zdravstvenega sistema. Kaja Kobetič, še imate?
Samo pod vprašanje, kaj pa v tem obdobju, dokler ne bo zakon sprejet, torej od zamejitve cen pa do sprejetja zakona? Ostaja vse tako, kot je danes. Torej, mi do sprejetja zakona imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vse 3 zavarovalnice ga tržijo, vse poteka enako, le da je zgornja možna meja višine cena, se pravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, omejena na 35,67 evra. Še eno vprašanje sta. Morda še samo z zakonom, ki je včeraj ostalo še nekaj nejasnosti, kar se tiče zdaj tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja upokojencev, ki jim ga plačuje ZPIZ in pa samo brezposelnim, ki jim plačuje občina. Kdo bo po novem zakonu teh 35 evrov Torej, plačeval? dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo upokojenci iz neto zneska. Tudi zdaj bodo počeli isto, samo da ta neto znesek bo verjetno ZPIZ nakazal ZZZS. To se bomo zmenili tehnično. Skratka, upokojenec tudi danes dobi neto pokojnino, od te neto pokojnine dobi položnico plača zavarovalnici, danes bomo iz tega neto zneska našli način, da bomo to nakazali neposredno na ZZZS. Za njih se ne spremeni popolnoma nič. Kaj pa za brezposelne? Za brezposelne, za tiste, ki to, seveda, če so imeli, mi imamo prag revščine in okolikor bomo ugotovili, kako stvar je, bomo v zakonu, tudi zdaj v rednem postopku, ugotovili, okolikor si nekdo sam ne mora tega plačati, je pod pragom revščine, bomo to pokrili iz proračuna. Prosim. Še kakšno vprašanje? Če ne, hvala. Ja, hvala vsem. Ja, nasvidenje. Vlada nadaljuje z draginjskimi ukrepi, ki bo predstavil minister Kumer. Minister, izvolite. Hvala lepa, Petra. Vlada je danes podaljšala regulacijo oziroma zamejitev cen elektrike in zemeljskega plina za gospodinjstva, za male poslovne odjemalce in za mala in srednje velika podjetja vse do konca leta. To z drugimi besedami pomeni, da bodo gospodinjstva, mali poslovni odjemalci in mala in srednja velika podjetja še naprej plačevala elektriko in zemeljski plin po nižjih cenah, kot bi jih ti odjemalci plačevali sicer, če te zamejitve ne bi bilo. S tem ukrepom vlada gospodinjstvom, prebivalkam in prebivalcem še naprej blaži in seveda pomaga premagovati tako imenovano energetsko draginjo, malim poslovnim odjemalcem ter srednje in pa malim velikim podjetjem, ki so seveda generator gospodarskega razvoja, pa omogoča tisto, kar dejansko ti odjemalci najbolj potrebujejo, in to je stabilno, konkurenčno ter predvidljivo okolje za svoje poslovanje vse do konca leta 2023. Analiza, ki smo jo na ministrstvu naredili, je pokazala, da stanje na trgu še vedno ostaja dovolj negotovo, da je upravičeno, da se še naprej cene navzgor zamejuje, da je pravočasno potrebno določiti najvišje drobnoprodajne cene tudi za celotno obdobje do konca letošnjega leta in da je upravičeno, da gremo v nadaljevanje oziroma podaljšanje ukrepa za vse skupine, za katere smo v lanskem letu zamejili drobnoprodajne cene navzgor. Podaljšanje ukrepov tako do konca leta za vse te skupine odjemalcev pomeni, da ostajamo znotraj okvira finančnih posledic za proračuna, ki smo jih že lansko leto rezervirali za letošnjo leto, se pravi, bo ves ukrep vseeno manjši, kot je bilo takrat načrtovano. Vem pa, da smo takrat načrtovali maksimalno 350 milijonov letnega stroška, nadomestila vsem dobaviteljem na letnem nivoju. Hvala. Hvala. Imamo tukaj v našem središču kakšno vprašanje? Ne. Imamo pa na 24 ur svet. Na spletu smo že. Lepo pozdravljeni, Sandra Boršič. Eno vprašanje imam. Namreč iz obrtne zbornice pravijo, da so pričakovali, da bodo regulirane cene še nižje, ker da nismo konkurenčni z drugimi državami. Kako to komentirate in če ste razmišljali, da bi še spustili te cene ali te možnosti ni? Mi smo v stalnem dialogu, sicer smo imeli ta dialog vzpostavljen v prvem kvartalu leta 2024, identificirali smo še vedno 3 odprte teme, najbolj pereča tema je bilo ravno to
v zraku do današnjega dne podaljšanje vseh zamejitev cen. Zdaj moramo vedeti, da je vlada zelo hitro reagirala v poletnih mesecih, da je že za jesen in zimo uspela zamejiti drobnoprodajne cene in moramo vedeti, da so že takrat dobavitelji ponujali letne produkte. Na eni strani imamo dobavitelje, ki so letno zakupovali tako električno energijo kot zemeljski plin, na drugi strani imamo pa res zdaj po zimi, ki so vsi ti ukrepi tako na evropskem kot tudi na nacionalnem nivoju delovali, da so se drobnoprodajne cene znižale. Ampak indeksi cen pred regulacijo oziroma zamejitvijo in pa današnje cene do konca leta, to dvoje je neprimerljivo, ker so večinoma se zakupovale cene na letnem nivoju in je ta razlika nastala dejansko na letnem nivoju. Tako da dejansko zdaj dajemo predvidljivo konkurenčno okolje vsem odjemalcem, tudi poslovnim odjemalcem. Res pa je, da ne znižujemo cene, ker so takrat bile letne cene takšne, ki so ustrezale za to vrstno zamejitev. Še kakšno pod vprašanje? Ja, izvolite. Zanima me pa tudi to, ali bi ukrep potem podaljšali tudi v leto 2024, ker namreč smo že slišali od energetskih podjetij, da regulacija na dolgi rok ni smiselna, tako so oni rekli tudi, da trenutne maloprodajne tržne cene elektrike so nižje, kot so regulirane, denimo za mala podjetja. Kaj pravite, je regulacija v tem smislu tudi vzdržna za prihodnje leto? Naš primarni fokus je bil ves ta čas, da najprej za državljane dajemo nizke cene, za gospodarstvo konkurenčne pogoje, ki so primerljivi tudi z ostalimi trgi, predvsem okrog Slovenije. Zdaj, prvi fokus, ki smo ga imeli pred zimo, je zanesljiva dobava. In pa pred zimo smo morali narediti zelo veliko ukrepov, da smo zimo prišli. Konec zime smo že takrat obljubljali, da bomo naredili temeljito analizo in če bo temeljita analiza pokazala, da je upravičeno še naprej ceno zamejevati in analiza je pokazala, smo šli v to vrstno zamejitev. Zdaj, vi pa sprašujete za leto 2024, srečo imamo, da ravno v prvem vprašanju, ko ste postavili, da je cena za leto 2024 trenutno nižja, kot recimo je regulirana cena za srednje velika podjetja, spodbujamo podjetja, da vsaj del svoje porabe električne energije že zakupujejo, skladno seveda za svojimi načrti, ki jih imajo za leto 2024. Namreč želimo si, da bi za velika podjetja, za srednje velika podjetja drugo leto regulacije ne bi bilo. Delamo tudi na scenarijih, na analizah in to upam, da bomo v naslednjih mesecev, dveh tudi naredili za gospodinjstva, pa za male poslovne odjemalce, ker tukaj pa tržna cena še ne omogoča takšnega nivoja, ki ga vlada zamejuje, kaj narediti za leto 2024 z tem segmentom. Tako da jaz upam, da bomo v roku meseca oziroma dveh našli tudi rešitve za ta segment. Še kaj? Ja, sam trenutek, da vas... Se slišimo? Čeprav razumem, torej si želite, da za podjetja ne bi regulirali ceno v prihodnjem letu, za gospodinjstva pa nisem točno razumela. Pa še tudi tole, cena v Nemčiji je še vedno 130 evrov, pravijo, da nismo konkurenčni iz podjetij, torej naprimer z drugimi državami. Zdaj, tukaj sta dve informaciji, ki sta med seboj nepovezani v vašem vprašanju. Najprej 130 evrov je ukrep, do katerega lahko pridejo pod določenimi pogoji podjetja v Nemčiji. Ta ukrep še ne velja po mojih informacijah, je pa napovedan ukrep za določene vrste podjetij in ta ukrep še vedno nima kljukice se strani Evropske komisije, še vedno je v pregledu. To je ena stvar. Druga stvar, tudi naša podjetja, nekatera imajo tudi z pomočmi po zakonu o povračilih za gospodarstvo, lahko imajo nižje cene, lahko imajo tudi višje cene, odvisno seveda, kakšno nabavno strategijo so imeli, ampak vem, da boste vprašali, da obstaja zelo veliko podjetij, katere ne morejo priti tudi s pomočmi do teh cen. Ta del še posebej naslavljamo. Kar se tiče pa gospodinjstva, to je pa drug del vprašanja, bomo naredili neke vrste izhodno strategijo
in ko jo bomo imeli in ko jo bomo na kriznih skupinah, katero še vedno vodim, prediskutirali z vsemi deležniki, bomo seveda to izhodno strategijo tudi ustrezno z vami komunicirali. Pa mogoče, da se še navežem na eno podvprašanje, ki ste ga tudi postavili v prvem delu. Namreč trenutne cene na veleprodajnih trgih za leto 2024 omogočajo nižje cene, kot jih trenutno podjetja imajo, če velja za njih zamejena cena. Zato spodbujamo, da se ne strošek znižajo. Seveda podjetja imajo svoje tako imenovane načrte za nakup svojih energentov in jih seveda temu primerno tudi upravljajo. Želimo si samo, da v primeru, da bi ponovno se približali kakšnim kriznim časom v jeseni oziroma v zimi in da bi mogoče cene spet podijale navzgor, da danes gledajo na ta trenutek in da so v stalni pripravljenosti, da ne bojo cene na trgu se tako močno povišale, da bodo višje od reguliranih cen in potem bodo spet prišle pod vlado, dajte nam pomagati, pa ponovno sredstva iz proračuna. Temu scenariju se želimo izogniti, ker vendarle na veleprodajnih trgih danes imamo cene, ki so nižje od zamejenih cen. Najlepša hvala, minister. Vprašanj ni več. Želim vam lep dan. Hvala lepa. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve pa bo pojasnila, zakaj so nujne spremembe zakona o tujcih, saj ob pomanjkanju delovne sile v Sloveniji potrebujemo tudi tuje državljane. Izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Kot rečeno, danes je vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega zbora za ponovno odločanje o noveli zakona o tujcih. Zdaj vlada Državnemu zboru predlaga, da pri ponovnem odločanju novelo ponovno podpre, namreč iz večjih razlogov, predvsem zaradi tega, ker ta novela prinaša številne dobre rešitve in novosti, ki morda do sedaj niso bile toliko v ospredju oziroma so bile kar malce spregledane. Pa če pojasnim, če lahko začnem, ena izmed najbolj tehničnih sprememb je ta, da novela uvaja številne rešitve, ki bodo administrativno razbremenile delo upravnih enot, da bodo te pri odločanju o zadev, ki se tičejo tujcev, lahko lažje postopale in hitreje tudi odločale. Se pravi, če bolj natančno opredelim, recimo ena izmed sprememb je ta, da bodo izkaznice za podaljšanje dovoljenj za začasno in stalno prebivanje posameznikom vročene po pošti. To se zdi zelo tehnična rešitev, pa vendar bo pripomogla k bistveno hitrejšim postopkom in tudi končnim pravicam teh tujcev. Potem ena izmed novosti je ta, da bodo prstni odtisi, ki so oddani v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, se bodo lahko hranili in uporabili tudi pri postopkih podaljšanja dovoljenja, se pravi, hranili se bodo 5 let, kar tudi seveda nedvomno administrativno razbremeni delo upravnih enot. In nenazadnje odpravljena bo tudi obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti, kar v praksi pomeni, da bodo upravne enote preverjale zmožnost preživljanja, zadostnega preživljanja tujca ob prvi zaprositvi za prebivanje in potem ob zaprositvi za podaljšanje tega dovoljenja. Seveda pa to ne pomeni, da v vmesnem času upravna enota bo pač še vedno dolžna po uradni dolžnosti ugotavljati, ali so ta sredstva, ki so zahtevana v skladu z zakonom, še zagotovljena, in če bo upravna enota po uradni dolžnosti tekom tega časa ugotovila, da teh sredstev za preživljanje ni več, bo pač postopala v skladu z zakonom. Zdaj, eden izmed pomembnejših razlogov za sprejem in ponovno potrditev te novele v Državnem zboru je tudi ta, da uvajamo, se pravi, možnost hitrejšega zaposlovanja tujcev
in sicer z uvedbo prednostne obravnave prošenj tujcev za izdajo enotnega dovoljenja za poklice na področju zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja in tudi na drugih področjih, ki so v javnem interesu, bomo vsekakor zagotovili tiste interese, ki jih kot država imamo. In drugi tovrsten ukrep v tej smeri je tudi, se pravi, olajšan postopek zamenjave delodajalca, ko se pravi delavec tujec želi zamenjati delodajalca oziroma se zaposliti pri 2 ali več delodajalcih v okviru enotnega dovoljenja za prebivanje. Zamenjava bi bila po novem, po predlogu novele, mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda za zaposlovanje. S tem seveda razbremenimo upravne enote, saj jim ne bo treba več izdajati v teh vmesnih fazah pisne odločbe o odobritvi, ampak bodo upravne enote izdale pisno odločbo samo v primeru, ko bo Center za socialno delo izdal negativno soglasje. In seveda še tiste spremembe, ki so praktično največ do sedaj imele pozornosti, je pa ta, da novela predvideva podaljševanje brezplačnih tečajev slovenskega jezika in najpomembnejše nadgradnjo obstoječe integracijske politike z zavezo vlade, da pripravi novo strategijo o vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije. S tem se želimo zavezati in tudi poskrbeti, da bodo spremembe, ki jih uvajamo, v praksi izvedljive. Seveda smo na Ministrstvu za notranje zadeve že v tej fazi, čeprav še novela zakona ni vstopila v veljavo, že opravili začetne aktivnosti in smo praktično pripravljeni na to, da začnemo z delom takoj. V pripravi je delovna skupina, ki bo pripravila strategijo za vključevanje tujcev. Eden izmed ključnih sprememb oziroma predlogov sprememb, ki jih prinaša novela, pa je tudi ta, da se pogoj znanja slovenskega jezika, se pravi uveljavitev tega pogoja, zamakne za 18 mesecev. Ravno z tega razloga, ker bomo v tem času pripravili vse potrebno za to, da bo to vrsten pogoj lahko v praksi tudi zaživel. Danes vemo, da izobraževanje in izpite vodi Center za slovenščino, za katerega smo v postopkih oziroma v tem času ugotovili, da ne premore zadostnih kapacitet, da bi lahko tako številčne se pravi kandidate oziroma tujce za izpite tudi sprocesirali. Zato smo si na vladi se pravi vzeli 18 mesecev časa, da zares implementiramo to določbo. No, v 6 mesecih pa novela zakona predvideva tudi neko vmesno prehodno obdobje, in sicer se za ta čas uvaja se pravi pogoj glede podaljševanja in začasnega dovoljenja za družinske člane, in sicer da bodo v tem času, se pravi po 6 mesecih uveljavitve novele in do 18 mesecev, ko bo seveda stopil v veljavo ta novi člen glede znanja slovenskega jezika. V tem času bodo tujci se udeleževali teh programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni, in to bo tisto, kar bo zadostovalo za podaljšanje dovoljenja. Kot rečeno, sprememba zakona o tujcih, ki bo obravnavana jutri na odboru za notranje zadeve v Državnem zboru v okviru, se pravi, ponovnega potrjevanja, po mnenju vlade je potrebno, da se ji pritrdi in novelo ponovno potrdi iz vseh razlogov, ki sem jih zdaj navedla, ker novela res prinaša
konkretne dobre rešitve tako za tujce kot za upravne enote, ki vodijo postopke v zvezi s tujci, kot tudi za delodajalce, kot sem omenila, prednostno obravnavo prošenj tujcev določenih kategorij. Hkrati pa bomo z uvedbo, se pravi z uveljavitvijo te novele, se izognili številnim negativnim posledicam, ki pa bi jih prinesla neuveljavitev te novele. Vemo, da ukolikor novela ne bo potrjena ponovno v državnem zboru, stopi v veljavo ureditev, ki je bila sprejeta leta 2021, to je natančneje 27. aprila, kjer je prejšnja vlada praktično uzakonila obvezno izpit, se pravi obvezno upravljanje izpita iz slovenskega jezika na višji ravni in pa odpravila je subvencioniranje tečajev slovenskega jezika. In kot sem že prej omenila, glede na to, da kapacitet trenutno ni, ker v vmesnem obdobju teh 2 letih prejšnja vlada praktično ni naredila nič, da bi pripravila državo na to, da se takšne določbe, ki so jih sprejeli, kvalitetno izvajajo, je zamik teh 18 mesecev uveljavitve še kako potreben in vse to bomo uredili najprej skozi pripravo strategije za vključevanje tujcev in nato še z implementacijo teh določb v praksi. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Ja, Netka Majer. No, a ste kaj govorili s koalicijskimi partnericama na to temo? Ja, seveda, s koalicijskimi partnerji smo v konstantnem kontaktu, tudi jutri pred odborom imamo še kratko srečanje in v bistvu so zadeve več ali manj usklajene oziroma se vsi zavedamo, da je potrebno to novelo potrditi in jo spraviti k življenju, če tako rečem. Hvala. Ni več vprašanj, tudi na spletu ne. Hvala državni sekretarki, s tem se je zaključila današnja novinarska konferenca. Nasvidenje.